Tale reč, o kateri bom danes govoril, se seveda navezuje na frankfurtski knjižni sejem, na del slovenskega programa, tam, kjer smo predstavili manifest o branju na višji ravni. Zdaj, ta manifest je nastal v bistvu deloma po naključju, namreč jaz sem let pa pol nazaj v trenutku blage duševne zmedenosti pristal, da bom kurator slovenskega programa v Frankfurtu, in potem 14 dni kasneje sem se znašel na enem dogodku skupaj z direktorjem frankfurtskega sejma, ki je javno na glas rekel: mi smo Slovenijo zbrali zato, ker ljudje v Sloveniji tako cenijo poezijo in se nam je zdelo fajn, da bo nekdo izpostavil poezijo na sejmu. Jaz sem rekel: a se ti hecaš z mene? Imamo neznano državo, bolj ali manj, imamo knjižni žanr, ki ga v Nemčiji skoraj noben nabere, ker če greste v nemške knjigarne, tam praktično ni poezije, in zdaj naj bi jaz iz tega nekaj naredil, o čemer bojo nemški mediji pisali. Katastrofa. Saj nimamo nič, ne? V Sloveniji imamo samo Slavoja Žižka, ki je svetovna zvezda, ostali avtorji so pa relativno neznani. No, ampak potem se mi je zgodilo, da sem se dva dni zatem zbudil in je se mi posvetili nad glavo, kaj poezija, filozofija, kaj je značilno za ta dva zelo različna knjižna žanra, branje na višji ravni. Ker zato, da beremo tak tip knjig, se moramo znati poglobiti, moramo znati razmišljati, moramo se znati fokusirati in dajmo narediti, jasno, še nekaj na temo branja na višji ravni. In po spletu srečnih naključij sem prej približno leto pa pol še s 3 kolegi iz različnih koncev Evrope pisal en članek, ki je potem tudi šel v eni znanstveni ameriški reviji, v kateri nas je zanimalo, kaj bi se zgodilo, zelo poenostavljeno rečeno, če bi ljudje nehali imeti to sposobnost branja na višji ravni. In potem smo seveda na podlagi tega daljšega članka lahko naredili tako imenovan nekaj, kar smo kasneje imenovali manifest o branju na višji ravni, ki je potem postal eden od stebrov slovenskega, poleg filozofije in poezije, stebrov slovenskega programa na frankfurtskem knjižnem sejmu. In tisto, kar je seveda mene prijetno presenetilo, pa celo ekstremno prijetno presenetilo, jaz sem namreč pesimist po naravi, ne, in pol, kadar se mi kaj dobrega zgodi, sem zmeraj ful presenečen, pa ful se mi dobro zdi. Tako da biti pesimist je v resnici fajn, ker se ti pol same dobre stvari v življenju dogajajo. Če se ti pa kaj slabega zgodi, pa itak pričakuješ, ne. Tako da tisto, kar se je potem zgodilo, je bilo to, da ko smo imeli predstavitev tega manifesta, je nemška ministrica za kulturo rekla: wow, to je pa genialno, to ste se pa super spomnili, in potem seveda slovensko ministrico predstavila manifest evropskim ministrom za kulturo in jih je 10 podpisali. Še prej seveda smo z lobiranjem uspeli dobiti podpise vseh pomembnih svetovnih organizacij z področja knjige, in tisto, kar me je pol še posebej prijetno presenetilo, je bilo to, da se je eden od nas pol en teden pred sejmom spomnil: kaj pa če rečemo še par pomembnim avtorjem, da to podpišejo, in smo potem v enem tednu dobili Margaret Atwood, ki je rekla takoj: jaz to podpišem, to je nekaj, kar rabimo. Olgo Tokarčuk, Nobelovo nagrajenko, je bila tudi takoj. Zelo hecno je bilo, ne, jaz sem mi prej 5 mailov poslal: a bi mogoče lahko sodelovali v tem pa tem slovenskem dogodku. Nobenega odgovora, ker sem poslal mail na temo manifesta, je prišel odgovor čez 1 uro. Seveda, to pa podpiram, sem za, in smo jo podpisali, potem Georgij Gospodinov, Bukarjev nagrajenec in jasno Slavoj Žižek. Tako da, če bi imeli mesec časa, bi imeli res neko veliko plejado pomembnih podpisov spodaj. Tisto, kar me pa mimogrede še bolj veseli, je pa to, da ta manifest zdaj živi neko svoje življenje, čisto ločeno od njegovih avtorjev. Recimo, prejšnji mesec so v Barceloni na Politehniki, Politehnika je tehnična univerza, katalonska, za 35.000 študenti, so naredili akcijo za promocijo branja. Namreč vodstvo te univerze verjame, da je za tehnike, za bodoče inženirje, strojnike in tako naprej, računalničarje, izjemno pomembno, da berejo knjige in leposlovje, zato podpirajo branje leposlovja na univerzi. Tudi, ko pridete v knjižnico univerzitetno, imajo ogromno nekih neizmerno dolgočasnih knjig, saj zame, v tehniki in tehnologiji, ampak imajo pa 10 polic leposlovja.
zato ker to podpirajo, ne, in oni so naredili neko akcijo za promocijo branja in so vzeli Ljubljanski manifest za osnovo. Tako da so en teden v Barceloni promovirali branje na osnovi Ljubljanskega manifesta, tako da se je manifest spet pojavil v vseh pomembnih španskih časopisih. Tisto, kar me je pa pol še bolj zabavalo, je bilo pa to, da ko so prišli ven rezultati PISA, ki so pokazali upad bralnih sposobnosti v številnih evropskih državah, med drugim tudi na Norveškem. Norvežani so to neizmerno resno vzeli in je predsednik norveške vlade, predsednik norveške vlade, zakaj sem rekel paste, ker se poskušajte to situacijo zamisliti v Sloveniji. Predsednik norveške vlade je napisal komentar v največji norveški časopis, kjer je rekel, imamo zelo resen problem, imamo težave z branjem na nižji ravni, mi moramo te stvari spremeniti. To bo zdaj prioriteta vlade, ena od prioritet vlade. In na Norveškem je seveda se zakotila množica razprav o tem, kaj je narobe, in Ljubljanski manifest je seveda ena od temeljnih referenčnih točk od te debate. Vsaka nepodobnost s Slovenijo ni nenaključna. Tako da ta zgodba ima pač neko, kako bi rekel, mednarodno osnovo. Zdaj pa mogoče, če grem najprej k temu vprašanju, kaj je branje na višji ravni. Tukaj smo imeli kar nekaj težav, da smo spesnili neko približno definicijo. Branje na višji ravni je v resnici branje zapletenih, moja hči 15 let nazaj bi rekla zateženih besedil, o zapletenih problemih, ki zahtevajo intelektualno potrpežljivost. Zdaj, če bi se dali na PowerPoint dajati opombe pod črto, bi bila tlele ena opomba, da v to kategorijo spada tudi poezija, čeprav poezija načeloma ni dolga, ampak zahteva pa zelo veliko poglabljanja in osredotočanja. In pač kratko besedilo, ko beremo poezijo, v resnici beremo dlje. Tako da poezija vsekakor sodi v to noter. Skratka, ko beremo na višji ravni, počnemo nekaj, kar zahteva potrpežljivost, kognitivno osredotočenost in kar nas usmerja, da samo sprašujemo tisto, kar vemo v svetu okoli nas, in nas tudi uči empatije oziroma pogleda na svet skozi oči drugih. To so seveda zelo pomembne lastnosti. Zdaj, zakaj v tem govorimo? Zelo enostaven odgovor, zato ker pač branje na višji ravni izgubljamo, to sposobnost izgubljamo. Od kje to vemo? Lahko dam najprej nekaj takih anekdotičnih opisov oziroma impresij na to temo. Adam Garfinkel je ameriški zgodovinar in tudi politik, bil je svetovalec 3 ameriških zunanjih ministrov na republikanski strani, seveda ne v Trumpovi administraciji, ker se je od nje pač odmaknil. In on v bistvu pravi, da problem Amerike ni samo to, da je zadnjih 10 let izjemno strankarska razdrobljena, brez pretiravanja se upam reči, da bolj kot Slovenija, in da je ampak da je problem tudi v tem, da ljudje, ki so odločevalci, ki odločajo o ameriški politiki, niso več zmožni misliti o kompliciranih rečeh, ker je njihova miselna sposobnost ostala na ravni tvita. In zato niso več sposobni razumeti sveta okrog njih. Razlog za to pa vidi, drugje v tem tekstu pravi, med drugim tudi v tem, da so ameriške univerze spustile nivo študija, da ne zahtevajo več branja zahtevnih knjig in da zaradi tega seveda njihovi diplomanti ne znajo več misliti. Tole je seveda citat Slavoja Žižka iz njegovega govora na otvoritvi sejma, ki je povzročil precejšen vihar v Frankfurtu. Ta govor je z današnjega zornega kota precej benigen, zato ker tisto, kar je takrat Žižek govoril o razmerah v Gazi, danes bazično govori ameriški zunanji minister oziroma državni sekretar Antony Blinken. Ampak njegova poanta je pa spet zelo enostavna. Če hočemo razumeti tako grozljive zadeve, kot so te, ki se dogajajo v Gazi, moramo v njih znati brati knjige. Zato, ker gre tukaj za izjemno kompleksne probleme, ki imajo globoke korenine in teh korenin ne moramo razumeti, če nismo prebrali nekaj knjig o tem. Hkrati pa Žižek prav, mogoče malo presenetljivo za tiste, ki ga bolj poznamo,
teh problemov ni možno razumeti, tudi če naperemo leposlovnih knjig, ki obravnavajo ta problem, seveda z palestinske in judovske strani, ker je to edini način, da znamo pogledati na to zgodbo z vseh možnih koncev in da vidimo, da v bistvu na prvi pogled ni rešljiva, ker je tako veliko različnih pogledov na njo prisotnih. In šele takrat, ko to razumemo, lahko začnemo realno iskati rešitev. Potem pa moji ameriški prijatelji bi rekli še en star bel moški, Henry Kissinger, ki je umrl lani, 100 let star, ki je bil tam okrog svojega 100. Rojstnega dneva izdal svojo knjigo, v kateri je hudomušno izjavil, da je skoraj gotovo zadnja. In je res bila, ampak v tej knjigi prav tudi, med drugim tudi tole, informacije niso znanje. To je nekaj, kar mnogi pri nas ne razumejo. Informacije niso znanje. Znanje nastane šele takrat, kadar smo sposobni to znanje, te informacije razumeti v nekem širšem kontekstu. Šele takrat se informacije spremenijo v znanje in zato, da to sposobnost imamo, moramo seveda brati knjige. In Kissinger podobno kot Garfinkel pravi, da če ne beremo, če nismo sposobni brati knjig, ki obravnavajo obsežne in kompleksne probleme, potem tudi sami nismo sposobni takega kompleksnega mišljenja in zaradi tega, stari brundač, to mi vsi, ki smo stari, lahko jamramo na to temo, danes ni več ljudi, ki bi znali voditi svet tako, kot je treba. In ga tudi razumeti. In ne glede na to, da je bil on še starejši brundač, kot jaz, bistveno starejši brundač, kot jaz, se mi zdi, da je v tem zelo veliko resnice. Ne nazadnje stanje sveta zelo jasno govori o tem. Od vseh vojn, ki jih imamo, do tega, da nismo sposobni reševati klimatske krize na učinkovit način. Skratka, mi imamo kup dokazov, da mi ne obvladamo več svojega sveta. In eden od razlogov, pravijo pomembni in modri ljudje, je tudi to, da nismo sposobni kompleksno razmišljati, tega pa nismo sposobni kompleksno razmišljati, ker ne beremo več knjig kot družba. Zdaj, semle bi padel še en citat Margaret Atwood, ampak mi je, ga nekako nisem uspel poslati po mailu, ker je precej debil filmček, njena izjava na isto temo, ampak tisto, kar bi rad seveda povedal, je to, da so tele štirje zelo različni. Eni so levičari, drugi so konzervativci, imajo tudi različno ozadje. Margaret Atwood pa Kissingerja je ni sile, ki bi jih skupaj spravil. Dobro, zdaj itak nekaj Kissinger mrtev, ampak tudi prej bi z gnusom zavrnila, da bi se z neko tako osebo družila, ampak imata pa isto mnenje v tem, da je problem, če izgubljamo sposobnost branja knjig. Tako da, to, da je izginjanje globokega branja problem, misli kar nekaj ljudi, tiste, kar je pa pol mene začeli intrigirati, pa še 3 moje kolege, Ano Mangen iz Stavangerja, Andrej Šuler-Cvirlanja z Univerze v Regensburgu in Adriana van der Vela iz Leidna, je pa, a je to res? Oziroma, a imamo kakšne bolj konkretne dokaze ali pa študije ali pa raziskave, da če izgubimo sposobnost knjižnega branja na višji ravni, izgubimo še marsikaj drugega zraven. Skratka, zanimalo nas je, a so to zgolj neke impresije, ki jih imajo ljudje, ki so prebrali veliko knjig, pa veliko razmišljali v svetu, ali je pa možno za to kakšne konkretne dokaze najti. Zdaj, tisto, kar je treba še tle na hitro povedati, je to, da je ta skupina, ki se je ukvarjala s tem člankom, mi imamo neke korenine skupnega sodelovanja. Leta 2016 smo skupaj zagnali neko evropski povezovalni projekt, ki se je imenoval IRID, ki je povezal okrog 160 evropskih raziskovalcev razlik branja s papirja in zaslona. In kot rezultat tega 5-letnega projekta je bila tako imenovana Stavangerska deklaracija, ki je nesporno
ugotavljala, da so pri branju z papirja in zaslona razlike v smislu, da če beremo daljša informacijska besedila, ta besedila bistveno bolj razumemo, če jih preberemo v tiskani obliki, kot pa če jih beremo z zaslona. In to tezo potrjuje okrog 400 različnih raziskav na to temo, ki so se delale od leta 1988. Nismo našli niti ene raziskave, ki bi to tezo prepričljivo uvrgla. Tako da, če je kaj dejstvo v družboslovju, potem je dejstvo to, da je papir bistveno boljši za branje daljših informacijskih besedil. Potem smo pa, ko je bilo tega projekta konc, smo se pa omenjena četvorica začeli spraševati, kaj pa branje na višji ravni, in smo potem kot neko tako prostočasovno vikend dejavnost, prostočasovno dejavnost smo pregledovali pač članke in raziskave na to temo in napisali nek daljši znanstveni tekst, ki je šel po eni ameriški reviji. Zdaj, tisto, kar smo pa ugotavljali na podlagi teh raziskav, je pa seveda najprej tole, da informacijske tehnologije same po sebi niso nevtralne. Skratka, pametni telefon pa tiskana knjiga vplivata na to, kako mi razmišljamo. In to velja praktično za vse informacijske tehnologije. Če stvari zelo poenostavim, bom rekel tako, da zaslonske tehnologije, kot so pametni telefoni, nas trenirajo v več opravilnosti. Zdaj, več opravilnost ni to, da več stvari počnemo hkrati, ker človeška pamet ni narejena tako, da lahko počne več stvari hkrati. Počnemo pa stvari zelo hitro drugo za drugo. Tap, 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 tap. Zelo hitro menjavamo pozornost. In v to nas trenirajo zaslonski mediji, kot je recimo pametni telefon, in ko to počnemo, v bistvu drsamo po eni ogromni morju informacij. Če pametnih telefonov ne bi bilo, tega ne bi mogli početi. In to je seveda ena blazna prednost, ki jo spet lahko razumemo samo tisti, ki smo bili rojeni v preddigitalnem času, ker toliko informacij in toliko različnih zadev, ki jih lahko danes počnemo s to tehnologijo, nekoč pač nismo mogli početi. In to je blazen korak naprej, neizmeren korak naprej. Od tega, da lahko, ne vem, pokličem svojo sestrično v Boliviji, zastonj pa z njo govorim, do tega, da če, ne vem, prejšnji teden sem bil na konferenci v Nemčiji in tisto, kar je zdaj nek tak standard, ker nekje neka konferenca mednarodno, organizatorji napišejo naslov, pa jih pa nabriga, kako ljudje do tega pridejo. Zakaj ne? Zato, ker imamo vsi pametne telefone, pa z njihovo pomočjo pač uspešno hodimo po svetu. Če iščem neko informacijo, v bistvu lahko neizmerno veliko virov prebrskam. S pomočjo telefona, in če ga imam ustrezno adaptiranega, ker ga jaz imam, lahko brskam tudi po znanstvenih revijah. Tako da vsak lahko res dostopa do ogromne količine informacij in to je blazna prednost, ki jo seveda ne gre zametovati. Ampak težava je pa seveda v tem, da nas tegale osredotočenja na eno samo pripoved, na eno samo besedilo, to je pa nekaj, kar je na pametnih telefonih bistveno težji početi, zaradi tega, ker nas ta medij trenira v nekaj drugega. In ko ga vzamemo v roko, avtomatično pričakujemo sami od sebe, da bomo počeli to, da bomo ves čas menjavali svojo pozornost in se zato toliko težje osredotočamo. Tako da papir je tudi zato fajn, ker ko beremo nekaj z papirja, ne pričakujemo, da nam bo ves čas nekaj ven skakal, pa da nam bo eden mahal, pa da bomo hitro zamenjali tisto, kar beremo. Ne moramo se samo na eno stvar osredotočati in to je seveda zelo pomembna psihična sposobnost, takrat, ko hočemo iti v globino nečesa. Tako da, tisto, kar počnemo, ko beremo knjige, je v bistvu to, da se s tem usposabljamo in treniramo za osredotočenost. Tisto, kar je pa še bolj pomembno, je pa to, da takrat, ko beremo knjige, v bistvu širimo in poglabljamo besedni zaklad. To je nekaj, kar je seveda samoumevno. Zakaj? Zaradi tega, ker je v knjigah bistveno več različnih besed, kot v kateremkoli drugem mediju. Poleg tega so načeloma stavki v knjigah daljši in bolj
zapleteni kot v pogovoru in kot recimo na družbenih medijih. Ne? In knjige so v bistvu edini mediji, ki nas v tem res vadijo. To je pa seveda pomembno zaradi tega. Zakaj? Zato, ker lahko šele z uporabo širokega in besednjaka, pri katerem razumemo, da besede lahko spremenijo tudi pomen v različnem kontekstu, govorimo o zelo širokih in različnih stvareh. Jaz znam po nemško povedati recimo par stvari, Autobahn Deutsch, ne, Pipi machen, Zahlen, ein Kaffee, pa Quittung. Ne. Zdaj, če bi me pa usekali v hrbtu, bi bil pa tako kot maček. Mjavkal bi, ne, pa nekaj bi se zvijal, pa poskušal povedati, da me v križu udar. V slovenščini, ne, pa lahko to zelo na širok razložim, pa tudi zelo dolg časa jamram, koliko sem bogi, ki me križ boli. Ne. Tako da, več besed, ki imam, več stvari lahko povem. Se ne, da bi komu prvošil, da moje jamranje posluša. Ne. Ampak prednost je seveda ta, da lahko zdravniku zelo natančno razložim, kaj je moj problem. Ne. Pa mu mogoče tudi nakažem, da imam kakšne psihosomatske razloge, da me je usekali od zadaj. Ne. Tako da, znati uporabljati veliko besed je zelo pomembno. Ne. Takrat, ko se pa srečamo z nekimi kompleksnimi težavami, je pa seveda to toliko bolj pomembno, kot so recimo vojna v Gazi, globalno segrevanje pa podobne stvari. Ne? Tako da, to je eno od orodij za mišljenje in to orodje pridobivamo, ko beremo knjige, je pa jasno, da rabimo oboje. Ne? Rabimo in zaslone in rabimo in knjige. Problem nastane takrat, ko ena od teh dveh stvari odpade. Zato, ker če odpadejo knjige, ne, uporabljamo zaslone lahko samo za neumnosti, kar žal vse več ljudi počne. Če pa naberemo knjig, oziroma če pa odklopimo zaslone, pademo pa v informacijsko pradobo, kar je pa seveda tudi zelo slabo. Tako da tisto, kar jaz verjamem, je to, da šteje oboje. Ne. Zdaj, ko pa govorimo o branju na višji ravni, je pa seveda zelo jasno, ne, da tlele nekaj branj odpade. Ne. To ni drsanje po površini informacij, to posebej poudarjam, zato ker sem imel pred parimi leti en tak zelo trd dialog z eno gospo, ki vodi, ki je takrat vozila nemško v Lesenstiftu, ki je rekla, jo, se ljudje berejo s telefona, saj to je tudi branje, saj to je tudi fajn. Vraga, ni. Ne. Mislim, razbrati že znajo, kaj piše, ampak ne dobijo pa vseh teh sposobnosti, ki jih dobimo z branjem knjig in z branjem na višji ravni. Branje na višji ravni tudi ni vživeto branje žanrskega leposlovja, razen če je žanrsko leposlovje zelo dobro napisano, ne, in sega v resno literaturo. In branje na višji ravni ni poslušanje zvočnic. Ne. Obstoji en znanstven članek, ki sem si ga skoraj na steno dal enkrat doma v svoji delovni sobi, kjer 4 ameriški raziskovalci izobraževalnih orodij pravijo, ne, koliko je fajn, da so se pojavili zvočne knjige pa podcasti. Se bojo otroci z tega učili, jim ne bo treba več brati, se ne bojo več mučili s tem, da berejo. Je super, ne, samo pol bojo nepismeni. Poleg tega obstoji tudi kar nekaj študij, ki spet zelo jasno kažejo, da takrat, ko poslušamo, si zapomnimo bistveno manj kot takrat, ko beremo, če gre za daljša informativna besedila, in zapomnimo si tudi bistveno manj kot takrat, ko beremo z zaslona. Tako da zvočne knjige so v resnici najslabši pripomoček, če si želimo nekaj zapomniti. Ne pomeni pa to, da so nekaj slabega. Ne? Sploh ne, pomeni pač to, da moramo samo vedeti, kdaj to uporabljamo. Če se jaz moram, ne vem, voziti vsak dan 3/4 ure v službo, ja, valjda nam je fajn, da nekaj poslušam. Ne? Neko zgodbo. Ne bom pa, ne vem, šel nekih znanstvenih besedil poslušati na to temo. Ali pa ne bom bral, ne vem, ne bom poslušal romana od Dragota Jančarja, ker ga veliko rajš berem. Skratka, treba je znati vedeti, kaj je za kaj dobro. Ne? In za poglobljeno branje te 3 stvari pač niso dobre. Tako da, jaz se opravičujem, nekako se ne morem moje mačke znebiti, zdaj že zelo stara,
pa zmeri bolj debela, ampak vseeno, jo imam rad, poleg tega, da mi pomaga preživeti težke dneve, ker se kaj pametnega pogovoriva lahko, je fajn tudi kot metafora, ker tisti, česar, ona je izjemno inteligentna, zato je tudi debela, ker je grozno požrtna in je znala celo ulico prepričati, da jo futrajo, da je Boga sestradana, da jo doma noben ne mara, čeprav ima tako kaurca ob 6 zjutraj, pa ob 5 popoldne, kosil pa večerja. Zelo dobra hrana. Shujševalna, kaj nič ne prime. Bog ve, kakšna bi bila, če ne bi shujševalna hrana jedla. Ampak tisto, česar ona ne zna, je to, da ona pač zna parkrat zamjavkati, pa tako nekako signalizirati, kaj ji manjka, ampak tisto, česar pa ne zna, je pa to, da bi šla, ne vem, na kongres mačk, na slovenski shod mačk in bi tam razlagala svoje tehnike udomačevanja ljudi. In tudi ne more napisati znanstvenega članka o tem, kako udomačati 10 slovenskih družin, ga objaviti v mednarodni mačji reviji in potem iti na kongres v Nemčijo, pa tam razlagati mačkom z vse Evrope, s kakšnimi pristopi se da v Sloveniji ljudi prisiliti, da se obnašajo tako, kot maček želi. Tega ne zna, ker ne zna govoriti, ker ima zelo omejeno besedišče. Mjav, mjav, mjav. Skratka, nekaj nijans in nič drugega. In mi, če nočemo biti kamački, Bog pomaga, moramo pač brati knjige. Zdaj, nobenega dileme pa ni, da je branje, zahtevnejše branje, da to je napor. In tukaj se ni kaj za sprenevedati. Včasih imamo predvsem v kakšnih pedagoških krogih debate, ne otrokom reči, da je to naporen. Bojo ušli, treba jim reči, da je to igrica pa zabava. Ampak pol, ko otroci pridejo zraven, pa vidijo, da ni igrica pa zabava, pol šele uidejo. Tako da mogoče je manjša verjetnost, da bi ušli, če bi jim rekli, da se morajo zato, da to obvladajo, malo potruditi. Skratka, to je tako, kot vsaka stvar v življenju. Treba se je potruditi. Tukaj imamo pa seveda potem takoj v navezavi na ta napor imamo 3 pomembna vprašanja, kaj nam lahko naredi umetna inteligenca pri tem, a lahko možgane še na kakšen drug način natreniramo in a je branje na višji ravni elitistično. Zdaj, moji odgovori na to so zelo enostavni. Zdaj, tle obstoji še zmeri ta možnost, da bo pri Elonu Musku nikoli ne veš. Jaz si včasih želim, da bi se končni strelil nekam na Mars s tistimi svojimi raketami, pa da bi dal mir, ampak njegovi eksperimenti so zelo zanimivi, ker ljudem čipe vsaja v možgane in mogoče bomo kdaj prišli do tega, da nam bo, ne vem, boš imel Einstein čip, David Bowie čip, Messi čip, in pol boš izbral, pa ti bojo vsadili to v glavo, pa boš inteligenten, da bi se bilo treba truditi. Mogoče. Jaz bom vsekakor vesel, ko bom že mar tudi takrat pa tega nam videl. Ampak dokler pa tega ni, je pa v bistvu tako, da vse naše znanje, ki ga imamo, pride v našo glavo od zunaj. Ne moramo ga umetno vsaditi v možgane, pri čemer je seveda umetna inteligenca izjemno koristna, zato ker nam omogoča, da najdemo bistveno več kot z Googlom, zna nam povzeti knjige, zna nam odgovoriti na številna vprašanja, tako da kot pripomoček je odlična, ampak ne more pa misliti namesto nas. To moramo pa še zmeraj znati sami početi in tukaj jaz mislim, da še zmeraj velja tisto staro pravilo, da z umetno inteligenco, če nimamo nič v glavu, počnemo lahko samo neumnosti. Ali smo pa njena igrača. Če pa spravimo nekaj vase pametnih misli, če imamo pa znanje, kreativnost in tako naprej, pa lahko s strojem naredimo bistveno več. Lahko se, tako kot z avtomobilom, jaz jasno, da bom šel peš v Ljubljano danes popoldne. Čeprav bi mi mogoče pasali, ampak ni glih racionalno. Imam avto, bom šel z avto, super. Ampak bom mogel pa tudi skrbeti za svoje zdravje, tako da hodim v hribe, da tečem, da počnem karkoli drugega, zato da normalno funkcioniram. Skratka, tole mi zelo pomaga pri
mobilnosti, ampak ne more pa nadomestiti tega, da moram biti fizično fit, če želim kolikor toliko uspešno živeti. In podobno je tudi pri umetni inteligenci. Mi moramo biti možgansko fit, če jo želimo uspešno uporabljati. Zdaj, a lahko to sposobnost kritičnega in analitičnega mišljenja razvijamo še s kakšno drugo dejavnostjo kot z branjem knjig? In moj odgovor je ne. Jaz ne poznam nobene druge mentalne dejavnosti, s katero bi tako širili in poglabljali besedišče, kot to počnemo z branjem knjig, in s katero bi se srečevali z bolj kompleksnim, pri kateri bi se srečevali na tako učinkovit način, kot pri branju knjig s kompleksnimi stavki. Zdaj, moram priznati, da mogoče sem tlele postal preveč samozavesten, ker zadnje 3 mesece sklepam stave. Pravim, da sem vsakmu pripravljen plačati večerjo v najboljši slovenski gostilni minus Ana Roška, tiste predrago zame. Vsakmu sem pripravljen plačati večerjo, ki mi dokaže, da se da kritično in analitično mišljenje razvijati bolj učinkovito kot z branjem knjig. Pa nisem dobil še odgovora na to. Skratka, pa tega ne počnem, moram reči, da si to vprašanje zastavljam zelo agnostično. Ker če bi bilo možno to narediti na kakšen drug način, zakaj pa ne? Konec koncev imam tudi 2 stene, imam polne knjig doma, lahko bi imel tam kaj drugega. Če bi se dal tole razvijati z čem drugim. Tako da moja teza je, da zaenkrat za knjižna besedila, pa ne jih beremo na bralni napravi ali pa v tiskani obliki, ni nadomestka. Ne glede na ves tehnološki razvoj, ki smo mu priča v zadnjih letih. Zdaj pa še tole, a je branje na višji ravni elitistično? Seveda ni. Razen če pač tisti, ki to znajo, imajo sami sebe za intelektualno elito, kar jim zelo toplo odsvetujem, ker to skrajno odbijajoče deluje. Elitistično je lahko samo predpostavka, da lahko tak branje obvladajo samo pripadniki določenega sloja. Če bi bili 150 let nazaj, bi kdo rekel, to znajo samo moški, ženske tega ne zmorejo, to je samo za moške. Če bi bili 80 let nazaj v Nemčiji, bi verjetno Herr Hitler rekel, to znajo samo Germani. Slovani tega niso sposobni, pa Judje tudi ne, ker so nižja rasa. Ampak to ne drži. To lahko naredimo, to sposobnost lahko razvijemo čist vsi. Je pa seveda res, da ljudje, ki prihajajo z nekih deprivilegiranih družbenih okolij, imajo s tem težave. In tisto, kar je ključno v demokratičnih družbah, je seveda to, da imamo izobraževalni sistem narejen tako, da tistim, ki pridejo z nekih deprivilegiranih okolij, pomaga, da tisti nadomestek, ki ga imajo zaradi okolja, v katerem so se rodili, da tisti nadomestek nadoknadijo. Ampak zato je treba imeti dober izobraževalni sistem, zato je treba imeti predsednike vlade, ki to razumejo, in zato je treba imeti tudi družbo, v kateri je družbena enakopravnost in znanje vrednota. In problem, ki ga v Sloveniji imamo, seveda je to, da glede tega nismo ravno učinkoviti. Seveda ne bojo postali vsi bralci na višji ravni, to je pač stvar neke svobodne odločitve, s katero ni nič narobe, dokler ni ta odločitev, da nekdo ne bo postal bralec na višji ravni, povezana z njegovim družbenim okoljem. Oziroma, dokler taka oseba nima možnosti, da pripleza na to višjo raven. In tisto, kar je pa seveda nekaj, kar ga pa meni izrazito na živce, je pa prepričanje, da lahko to dosežemo tako, da nižamo standarde. To je nekaj, kar se nam v Sloveniji dogaja zadnjih 20 let. Skozi je nekaj pretežko, pa preveč naporen, pa preveč zahteven in skozi spuščamo standarde dol. Rezultat je pa seveda ta, da vsi manj znamo, hkrati se pa zaradi tega socialne razlike v znanju in bralnih spretnostih čisto nič ne zmanjšajo. Zakaj? Zato, ker tisti, ki so z nekih bolj privilegiranih okolij, toliko lažje to obvladajo, tisti, ki pa so z deprivilegiranih okolij, pa še zmeraj ne pridejo do ustreznega nivoja. Tako da
to je zelo narobe. Ne. Mi bi mogli imeti ravno obratno logiko, da bi se spraševali, kako čim več ljudi spraviti na standarde, ki bi bili bistveno višji ali pa višji od tistih, ki jih imamo zdaj v Sloveniji. Zdaj, kako spodbujati branje na višji ravni, v kateri intelektualni napori niso cenjeni, skratka, kako nekoga, ki je kako bi se temu, pravzaprav ne vem, kako bi se couch potato prevede, kavčni krompir, ne, ali kaj takega, ne, kako spraviti nekoga, da se, ki je mentalni kavčni krompir, kako ga spraviti v nekoga z aktivnim intelektualnim življenjem. Jaz odgovora na to vprašanje nimam, se mi pa približno sanja, kje ga iskati, ne? In to bom s tem bi pa zaključil. Namreč, če gremo nazaj 40 let spominsko v Slovenijo, ne, je bilo tako, da je tam nekje na začetku 80-ih let so se v Sloveniji se je začelo kupenih kampanj za zdravo življenje. Ne kaditi, dajte malo manj piti, dajte malo manj svinjskih stvari, mislim, mastnih stvari jesti, dajte se več gibati, dajte se več premikati. Ne? In rezultat tega je ta, da je danes v hribih gužva, pa najbolj množične prireditve so postali maratoni. Tako da ljudje dejansko pri nas živijo bolj zdravo, tudi kadi manj ljudi, kot jih je kadili nekoč. Tako da te akcije so dale nek rezultat in moja teza je, da smo, kar zadeva razumevanje pomena branja, približno tam, ker smo bili glede zdravega življenja 40 let nazaj. Zakaj smo izgubili ta občutek, zakaj je branje pomembno? Zaradi razvoja digitalnih tehnologij, ki so nas pač zaslepile, da lahko v bistvu vse staro odvržemo stran. Ogromno starih stvari res lahko vržemo stran, ampak branja pa ne. In zato, da bomo to razumeli, moramo po mojem mnenju začeti neko tako osveščevalno akcijo, kot je bila 40 let nazaj, glede bolj zdravega načina življenja. Zdaj, kako to peljati? Ne vem, ampak vem pa, da moramo s tem začeti, ker če s tem ne bomo začeli kot družba, verjamem, da ne bomo preživeli. Jaz seveda nimam nekih katastrofičnih idej, kako bo po jutrišnjem sveta konc, pa kako bo zahodna civilizacija propadla, pa tako naprej. Verjamem, da bomo na dolgi rok preživeli, ampak nekateri te civilizacije pa mogoče ne bojo. In tisti, ki bojo odvrgli branje knjig, verjamem, da bojo imeli bistveno slabše možnosti za preživetje, kot tisti, ki se jih bomo držali. Hvala. Hvala. Ja, no, če bo še kakšno vprašanje, seveda, lepo naprošeni, bom jaz kar tule dol, da bo še bolj poudarjeno, da je branje na višjem nivoju. Sicer pa roke, evo, tudi na višji nivo, pa še zastavimo kakšno vprašanje. Morda pa jaz zastavim kakšno vprašanje. Ob tehle zadnjih stavkih, zadnjih izjavah, a pa se že vseeno morda kaj dogaja, kar pa vzbuja upanje, kljub vašemu deklariranemu pesimizmu? Ja, bom tako rekel, v Evropi se dogaja marsikaj. Ne? V Evropi se dogaja, tisto, kar je mene res tako, kar si jemljem kot vzor, recimo je denimo to, da na Norveškem minister, predsednik vlade prav, problem imamo, ker je PISA flopljena. Ne? Mi imamo ministra za šolstvo, ki tega problema sploh ne razume in tudi predsednika vlade, ki mu je za to vseeno. Krivi smo pa seveda za to mi, ker ne znamo tega pokazati kot dovolj pomemben problem. Je pa še ena stvar zanimiva, ne? Tisto, kar se kaže pri letošnjih rezultatih PISA, ker je večina evropskih držav padla. Ne? Tisto, kar se je zgodilo, in to je po moje še en dodaten znak za alarm, je to, da so se poslabšali rezultati spodnjih 50% otrok. Skratka, tistih spodnjih 50% je bistveno slabših, kot jih je bilo, zgornjih 50% je pa približno na isti ravni kot nekoč. Tako da to pomeni, da se socialne razlike v mnogih evropskih državah večajo in to je seveda lahko družbeno zelo eksplozivna mešanci. To je načeloma tudi nekaj, kar se v Ameriki dogaja in kar recimo s čimer nekateri sociologi razlagajo Trumpov vzpon. Tako da
Tlej je odvisen samo od tega, koliko ljudi je v posamezni družbi takih, da se znajo iz tega kaj naučiti, iz teh signalov, ki jih dobivamo iz zunanjega okolja, in jaz upam, da bomo v Sloveniji znali iz tega ustrezne zaključke potegniti. Trenutno jih ne. No, tule nas je že vsaj 50 takšnih, ki smo prisluhnili predavanju in se ob tem zamislili, a pa morda dobili tudi kakšno vprašanje. Aha, bom kar prinesel. Mogoče bolj, da jaz podelim eno izkušnjo. No. Jaz sem imela pa priložnost opazovati v lanskem šolskem letu kakšen teden dni pouk na Norveškem. In v bistvu v prvih razredih, no pa najbrž tudi kasneje, no, ampak njihov pouk poteka zdaj, v bistvu 50% pouka poteka prek tablic in kot neko samostojno delo, a ne. In najbrž, no tako se mi odpira vprašanje, ne, da najbrž to tudi zelo vpliva potem na razvoj branja. Ne. Čeprav po drugi strani ne, je bilo pa res čudovito pa opazovati recimo ta odnos do otrok, ta del v bistvu ne, vzgojnega procesa. Ne. Ja, tako da najbrž ta vključitev ne, tudi teh digitalnih naprav mora biti zelo premišljena in pač ima nek učinek. No. Tako. Tisto, kar se dogaja v Skandinaviji, ne, je to, da je švedska ministrica za šolstvo je šla lani v največjo investicijo v zgodovini Švedske v tiskana učna gradiva. Nekako je stališče, da za prvo triado tablice pa računalniki sploh niso primerni in da bojo v bistvu poskušali te stvari uravnotežiti. Tisto, kar se dogaja na Norveškem, je pa to, da je tamkajšnji minister za šolstvo imenoval nek poseben odbor za proučitev rabe zaslonov v izobraževanju in ta odbor bo sicer enkrat čez 2 meseca izdal svoje poročilo, ker poznam 2 človeka, ki tam noter sedita, približno vem, kaj bo priporočilo in priporočilo bo, da ne se raba tablic pomembno omeji v norveških šolah. In to je zdaj, ta trend bo šel tako, kot jaz poznam Skandinavce, bo šel ta trend po vseh skandinavskih državah, čez kakšne 2 let se bo pa potem preselil še v druge evropske države. Meni je samo žal, da mi pač čakamo toliko, da lahko druge posnemamo. Ne. Ampak bom še enkrat poudaril, zaradi česar se te stvari tam tako hitro spreminjajo, je to, ker ljudje razumejo, da je to eden od pomembnih, ključnih družbenih problemov. Ne. Mi kot civilna družba slovenske politike ne znamo prisiliti, da bi to pripoznala kot problem. In to je po moje eden od naših prvih in večjih problemov. Odlično, še zadnja priložnost. Šli bomo namreč naprej, pogled na uro nam pove, da je že čas za okroglo mizo, kar seveda pomeni hvala tudi dr. Mihu Kovaču za njegovo predavanje.